En lep pozdrav vsem skupaj še v mojem imenu. Sem Tomaž, prihajam iz Zavoda za izobraževanje in kulturo in Črnomelj, kjer poleg projektnega dela vodim tudi strokovni aktiv za računalništvo in promocijo. In poleg tega je medgeneracijski vrt bil prva stvar, ki mi je pala leta 2017, ko sem prišel na ZIK na mizo. Projekt LAS, lahko si predstavljate moje veselje. In zaradi teh dveh faktorjev in dejstva, da imamo 3/4 kolektiva na Erasmusu na Madeiri, sem več kot kvalificiran, da vam danes predstavim, kaj in kako živimo in ustvarjamo z našim medgeneracijskim vrtom v Črnomlju. Ker sem hotel poskrbeti za svoje duševno zdravje v današnjem dopoldnevu, sem se odločil, da se ne bom matral s plonkci in predaval kaj preveč, tako da sem kar pripravil en video, da lahko brez stresa odpredavam, pa da lahko tudi vi čim več informacij v čim krajšem času dobite, tako da kar predlagam, da si ga pogledamo, pa potem zaključimo oziroma nadaljujemo s vprašanji. Lepo pozdravljeni pred sedežem Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj. V stavbi za menoj, Kulturnem domu Črnomelj, ki velja za kulturni spomenik državnega pomena, je februarja leta 1944 potekalo prvo zasedanje Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. V tej stavbi deluje ZIK-ova enota Kulturni dom, medtem ko se je enota Ljudska univerza leta 2017 preselila v bližnje prenovljene sodobne prostore. Ideja o prostoru za medgeneracijsko druženje v središču mesta se je začela s študijskim krožkom, ki je leta 2016 prepoznal potencial zelenice za kulturnim domom, praktično v središču mesta Črnomelj. Ideja študijskega krožka je bila ustvariti prostor, kjer bodo družine z otroki lahko kvalitetno preživljale prosti čas. Ideja je dobila krila leta 2017, ko smo se na ZIK-u povezali s knjižnico Črnomelj in mladinskim centrom BIT ter prijavili projekt na razpis LAS. V sklopu projekta smo načrtovali osnovno ureditev prostora z opremo in dogodke, ki bodo dali prostoru vsebino in namen. Kljub temu, da načrtovana igrala in druga oprema na koncu niso bile predmet sofinanciranja, smo se vseeno znašli in leta 2019 s pomočjo krajevne skupnosti delno opremili vrt ter izvedli načrtovanih 30 delavnic in dogodkov, na katere se je lokalno okolje odzvalo zelo pozitivno. Ravno zaradi pozitivnega odziva smo se odločili, da trajnost projekta ne bo zgolj črka na papirju, ampak da bomo na ZIK-u poskrbeli, da bo vrt zares živel. Tako se je rodil projekt Kultura pod krošnjami, ki je hitro postal stalnica poletnih večerov v Črnomlju. Iz različnih virov smo si pridobili sredstva, s katerimi smo vrt opremili z odrom, razsvetljavo in premičnim filmskim platnom ter pričeli z izvedbo različnih dogodkov za vse generacije. Od raznih delavnic do gledaliških in filmskih predstav ter manjših koncertov, na katerih smo dali možnost predstavitve predvsem domačim glasbenikom. Dogajanje na vrtu je vplivalo tudi na razvoj naše kulturniške dejavnosti. Kino na prostem, ki smo ga poskusno uvedli v sklopu Kulture pod krošnjami, je zaradi pozitivnega odziva prerasel v potujoči kino. Ta je v letošnjem letu obiskal 11 manjših krajev po Beli krajini, med drugim celo Mirno goro, najvišjo goro v naših koncih. Skupaj pa si je predstave potujočega kina ogledalo preko 500 ljudi. Ureditev in oživitev medgeneracijskega vrta pa ni pozitivno vplivala zgolj na naše kulturne dejavnosti, ampak tudi na aktivnosti Ljudske univerze. Vrt s svojo okolico predstavlja odlično kuliso za najrazličnejše aktivnosti. Tako tam prirejamo dogodke ob tednih vseživljenjskega učenja in vsakoletno parado učenja, ki smo jo letos poimenovali Poklicijada, na njej pa osnovnošolcem in srednješolcem predstavljali številne zanimive deficitarne poklice. Preko različnih delavnic in predavanj promoviramo gibanje in zdrav način življenja,
Velik poudarek pa dajemo tudi ohranjanju kulturne dediščine, kjer je medgeneracijski vrt našel svojo vlogo kot kulisa za različne študijske krožke, od belokranjskih plesov do starih belokranjskih pastirskih iger. Na Ziku že dalj časa spodbujamo tudi razvoj zeliščarstva in raznih obrti. Medgeneracijski vrt je bil tako konec septembra že 6. prizorišče dnevov zeliščarstva v Beli krajini, na katerih se vsako leto predstavljajo lokalni ponudniki zelišč in izdelkov iz zelišč, dogodek pa spremljajo številne izobraževalne in ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle. Ravno zeliščarstvo je bil eden od razlogov, da smo medgeneracijski vrt dopolnili še z zeliščno-sadnim vrtom Zikosad, ki se nahaja nedaleč stran o prostorih Ljudske univerze. Vrt, ki so ga ob pomoči mentorjev uredili in zanj tudi skrbeli udeleženci osnovne šole za odrasle in socialne aktivacije, predstavlja dodano vrednost našim rednim programom, saj omogoča izvedbo dodatnih vsebin iz področja zdravega življenja. Hkrati predstavlja tudi prostor za učenje, ki ga obiskujejo učenci vrtcev in osnovnih šol, služi pa tudi kot prostor za različne sadjarske in zeliščarske delavnice. V prihodnosti verjamemo, da nam bo uspelo zagotoviti sredstva, s katerimi bi lahko še dodatno uredili naš vrt in ga spremenili v polno funkcionalno učilnico na prostem. Daleč je prišel naš medgeneracijski vrt. Začel je kot zelenica sredi mesta, sedaj pa je eden osrednjih prireditvenih prostorov v mestu v poletnih mesecih in prostor, ki s svojimi aktivnostmi nudi veliko možnosti za osebno rast, tako mladih kot starejših, bodisi na kulturnem ali izobraževalnem področju. Torej, glavni namen je bil predvsem pokazati to raznolikost oziroma vključevanje in povezovanje vseh naših aktivnosti s tem prostorom in dejansko, ne glede na to, da je prvotna ideja bila res zgolj zagotoviti neka igrala pa urediti igrišče za otroke, da je iz tega zrasel en projekt oziroma en prostor, ki ne toliko infrastrukturno, ampak vsebinsko pa res zelo živi. Zdaj pa če kako vprašanje. Jaz imam vprašanje, zato ker seveda sem navdušena nad vsemi, sploh če so študijskih krožkov zrasli. Ampak moje vprašanje je, to v bistvu predstavlja vrt. Odlično, da s tako paleto različnih izobraževalnih javnosti. Ampak vendarle vrt raste, narava je živa, raste, kdo to vzdržuje? Lastna sredstva Zavoda za izobraževanje in kulturo. V bistvu je tako, tudi že pri sami ureditvi, ta vrt je bil precej zaraščen, smo sodelovali v bistvu zaposleni. Jaz pa še kolega Tadej, če ga poznate iz kulture, sva zelo uživala en julij, ko sva z unimi električnimi žagicami pa sekircami delali tisti labirint iz grmičkov pa podobne zadeve in dejansko smo tudi zaposleni imeli eno orang delovno akcijo, če se ne motim, je bilo enkrat glih okrog dneva zemlje, pa smo takrat uredili ta vrt, malo še presadili določene rastline in podobno. Zdaj, samo redno vzdrževanje je seveda strošek našega zavoda. Občasno imamo tu kako pomoč v obliki družbeno koristnih del. Ravno v tem trenutku zelo prav pride, ko iz onega velikega hrasta listja odpada, tako da nekaj pomoči je. Se bilo recimo tudi pri programih socialne aktivacije so se naše kolegice dosti posvečale in zdravi prehrani in nasploh kulinariki in je tudi ta dodatni zeliščni vrt, ki smo ga zdaj v teh prostorih Zraven Ljudske univerze naredili, zelo prav prišel. Že zaradi dnevov zeliščarstva imamo zelo dobro sodelovanje z raznimi zeliščarkami, ki so pa z udeleženkami delale različne delavnice, jih izobraževale o zdravem prehranjevanju, zdrav način življenja in
To je res ena taka dodana vrednost, ki jo imaš, če lahko še nekaj tudi same probajo. No. Se zahvalimo Tomažu za njegovo predstavitev. Hvala vam.